Ta video je namenjen vizitkam. V tem videu ti predstavim, kakšna velikost je priporočljiva za vizitke, katere podatke bi morala vsebovati in kako naj izgleda. Najprej torej o velikosti vizitke. Zdaj, velikosti vizitke je bolj ali manj odvisno od tvojih želja in pa s čim se ukvarjaš in kaj želiš pri stranki doseči. Torej, običajna velikost vizitke je vizitka v velikosti bančne kartice, zaradi tega, ker je priporočljiva, ker jo lahko ima stranka zmeraj pri roki, v denarnici, v žepku za bančno kartico. Če je to tvoj namen in če ti je všeč, potem je v bistvu ta velikost najprimernejša. Če želiš pa pritegniti pozornost in biti nekoliko drugačen, lahko zbereš tudi drugačne velikosti in formate vizitk, na primer kaj takšnega ali pa v bistvu kaj manjšega, ki je tudi lahko zelo priročno. Pač velikost je odvisna od tega, kaj želiš doseči in kaj ti je v bistvu všeč. Potem druga zadeva, ki bi jo želela poudariti za vizitke, so informacije, ki jih vključiti na samo vizitko. Zdaj, jaz preferiram zmeraj pri oblikovanju, da je vizitka čista in da ima vse potrebne informacije. To pa so logotip, če obstaja, potem ime, priimek, naziv, naziv v bistvu s čim se ukvarjaš, kar pomeni, da nekdo, če bo slučajno, ne vem, če sem jaz fotograf, je moj naziv fotograf, kar pomeni, da če bo slučajno nekdo se ne bo spomnil, od koga je ta vizitka, bo takoj po nazivu se spomnil, aha, to je fotograf, ta pa ta. Torej ime, priimek, naziv, potem spletna stran, mail naslov, na katerem si dosegljiv in pa seveda telefonska številka. To so nekako te osnovne informacije, ki bi jih morala imeti vsaka vizitka. Potem nekatere še dodajajo v bistvu na vizitko tudi družabna omrežja, kot so Facebook, Twitter, Instagram. Zdaj same ikone teh omrežij na vizitki ne koristijo kaj dosti, tako da je potrebno dati celotno uporabniško ime, kar pa je lahko že kar malo nasičeno, pač odvisno, če je to nekaj, kar želite res deliti na vizitki. Tretja stvar pa je potem oblika oziroma dizajn vizitke. Pri obliki je najpomembnejše to, da je v skladu s tvojo grafično podobo, da je oblika pregledna in pa privlačna za oko. Kar bi še tukaj želela poudariti je, da ne glede na to, kako dobro jo oblikujemo, če v bistvu jo damo tiskati na slab papir z slabim tiskom, bo vizitka izpadla čip. Tako da tukaj bi svetovala, da res mogoče vložite kakšen evro več in date tiskati na kvalitetnejši papir, da je vizitka res bolj takšna, da jo podarite z veseljem in pa ponosom. To je pa za danes tudi vse. Upam, da ti je bil video všeč. Se vidimo naslednjič. Čau, čau!